Jaz voham žar sredi januarja, kdo peče neki. Do you have a favorite car? That's the color you like the most? Black? Tako, ta mala porihtana, zdaj pa na vrsti pes. Evo people, it's gizmo time. Hop! Evo ga. Škaj pa najbolj fajn, da se da kufer od daleč tudi zapret. Danes pa mogoče beseda o obcestnih plakatih. Jaz jih gledam tako ful z veseljem, ker so dostikrat zanimivi posrečeni ali pa pač neposrečeni. In tale, ki ga zdaj gledam, mi je še posebej padel v oči, ker je tako na zelo osebno raven narejen in najbolj že kar pokažem. Frank! Ne samo vse najboljše, ampak tudi na zdravje. Ja, veš, kaj sem pa danes delal, tako večino dneva? Odgovarjal sem na vaša vprašanja in med prebiranjem sem ugotovil en tak zanimiv trend, in sicer vprašanje, zakaj s hčerko govorim angleško, je šlo dol po lestvici priljubljenosti. Mimogrede, odgovor najdete v vlogu 119. K vrhu sta pa tako v enakovrednem stilu prelezli vprašanji, kako postati avtomobilistični novinar in pa s kakšnim programom jaz montiram videe, ki jih gledate. A je pa mimogrede, zdaj se peljem po moj telefon, po Samsung S7, ki je popravljen in ko mi čakam, da ga spet v roke primam. Rekel sem pa tudi, zakaj ne bi ta čas izkoristil, da odgovorim na ti dve vroči vprašanje. Komutar minuto montiram izključno na telefonu, pomaga mi pa program Viva Video. V bistvu Viva Video Pro, ta je plačljiv. Stane, mislim, da je ne 3 evre, obstaja pa tudi brezplačna različica, sam pri tisti izvedbi ne moreš izvažati v HD-ju, pa še logotip Viva Video imaš tako v vogalu, mislim, da desno spodaj. No in zdaj, če je bilo na ta vprašanje dost simpel odgovoriti, je pa veliko težje odgovoriti ali pa dati prav podatek, kako postati avtomobilistični novinar. A veš, hec je v tem, da pravila pri tem ni. No, valjda pomaga, če imaš ti pravo izobrazbo, torej, če si novinar. Ampak ključ ni v tem. Veš, če gledam malo sebe pa kolege novinarje, je večinoma tako, da smo v štartu vsi, skoraj brez izjeme, zelo veliki avtomobilski entuziasti. Predvsem pa moraš biti ti kot posameznik oborožen z veliko pa še več enega avtomobilskega znanja. Veš, načeloma je v ta posel dosti težko priti, ampak ob vsem tem je pa zelo ironično, da včasih trik naredi že preprost e-mail s ponudbo za pomoč. Če se bo kdo od vas odločil, da piše kateremu od avtomobilskih uredništev slovenskih, naj priporočim samo to, da ne kar takoj navaliti, kdaj bom pa jaz začel avte voziti. Predvsem pa ne misliti, da vstop v svet avtomobilističnega novinarstva avtomatsko pomeni tudi testiranje avtomobilov. Ok, to, jaz grem po telefon. Zdravo. Le kaj imam? Nazaj je prišel. Če kdaj, pol je zdajle primeren trenutek, da pohvalim firmo, ki mi je telefon porihtala, tip-top v nulo. Imenuje se InServio. Je pa klele v Mariboru na ulici Heroja Nandeta 37, to je tukaj na Teznu. Ja vem, Štajerci pravite Tezno, ne Tezno. Ne moram pomagati, vedno se zmotim. V bistvu se primarno ukvarjajo s servisom, odkupom pa prodajo računalniške opreme. Podatki o prometu na štajerski avtocesti je zaradi prometne nesreče oviran promet na izvozu Krtina proti Mariboru. A vidiš, kako je dobro, da sem doma? Vse to, sosed je imel obiske in to s Fordom Edge. Ne boš verjeti. Stari, a veš da... Jaz voham žar sredi januarja, kdo peče neki? Neki peče. Kako diši. Zdravo, sosed. Kako je bilo na Čagi prejšnji teden? A bilo v redu. Ja? Muzika, mater, bojo tako spirali ko sada.